Seks shop je pa v našem primeru seveda prostor, v katerem se odvija neka intimna zgodba dveh ljudi, ki govorita o medčloveških odnosih. Kako dobro ste se znašli na odru svojo soigralko? Izjemno lepa, zanimiva, fina izkušnja. Prvič to, da igrava dvojezično, s tem upravičeno nosi podnaslov predstava Hrvaško-slovenska komedija. Ponuja nam seveda tudi, bi rekel, to našo ta večno razpoko, ki je nekako med tema dvema narodoma oziroma predvsem v politiki, ne. Tukaj pokažemo, da v bistvu med ljudmi tega ni. Prav to sodelovanje mislim, da je to pokazalo, da znamo biti ustvarjalci preko dnevnih političnih bebavosti. Super smo surađivali, on je jedan izuzetno tolerantan i krasan kolega i tako, ako nešto se nije razumjelo, on je uvijek tu bio da pomogne. Ja ga malo i u predstavi zafrkavam da ne zna hrvatski jer je učil srpski, tako da imamo tu zafrkanciju, imamo i u predstavi, tako da smo se na temu toga dosta zafrkavali i smijali, ali odlično smo surađivali, on je moj kolega koji je moja generacija, a nekako i generacijski smo se odlično našli pa nije bilo nikakvih problema. So bile zaradi dvojezičnosti kakšne težave ali? Ne težave, ampak se je pa pokazalo, da ni tako, bom rekel, povsem enostavno, ne. Določene stvari seveda smo si morali pojasnjevati dodatno, zato da smo dojeli srčiko, da smo dojeli bistvo, tako, ko mora biti, mislim, zato da ne bi drug mimo drugega govorili, če ravno tudi namenoma vsake toliko govorita eden mimo drugega. Kako dolgo ste se pripremali na to vlogo? Pa dosta kratko. U ljeti jedno 10 dana čitačih proba i evo sad od mjesec dana. Ljudje, katerim je predstava namenjena, to je pa srednja in starejša generacija, in pa tisti, ki imajo zakonski jarem, se pravi izkušnjo z sobivanjem s svojim partnerjem. To so ljudje, ki še vedno zelo dobro obvladajo in razumejo jezik, tako srbski kot hrvaški, ker se tukaj uporablja v bistvu obe varianti. Tako da znotraj tega ne vidim pravzaprav nobenega problema. Odpiramo si pa nove možnosti, da je lahko to predstava, ki bo zajadrala tudi po širšem tem balkanskem polotoku, kjer sta oba jezika v bistvu, kot sem rekel, v tej generaciji še vedno zelo, zelo dobro poznana. Što se tiče hrvatskog, ja vam govorim u predstavi kajkavski, a kajkavski ima dosta sličnosti sa slovenskim. Mi smo blizu, granica je tu, blizu smo i mislim da se sve razumije. Toliko kako mi razumijemo slovenski, ja ga odlično razumijem, ne znam savršeno govoriti, ali ga odlično razumijem. Mislim da i vaši ljudi će razumjeti. Ena stvar, ki jo naprošamo občinstvo, je ta, da naj ne povedo konca predstave prijateljem, ki vejo, da bojo prišli na predstavo, zato da bo doživljanje predstave toliko bolj prijetno in s tem nekim presenetljivim koncem. Tako da, če bi razkril zdaj pretirano karakter, bi delno tudi konec razkril, ne bi želel preveč. Na vsak način, en starejši gospod, ki se zaradi finančne stiske znajde v položaju, da mora prodajati, kot sam pravi, te svinjarije v tem lažnem blišču, kot je seks shop, je en od teh momentov, ki jih ta gospod Max Tavčar nosi. Mislim, da sva se oba z Jagodo prvič srečala z plastičnimi rekviziti, ki so nekakšno pomagalo k pestrejšemu spolnemu življenju, od lutk do teh plastičnih falusov, umetnih vagin in tako naprej. In že sam ta kontakt, moram reči, da je bil na nek način smešen, zanimiv, čuden, vse skupaj v enem. In seveda ob teh prvih uporabah teh rekvizitov, seveda je kar, že mi smo imeli kar obilo
smeha. Da li ste sami već bili u pravom seks shopu? Sama, da li sam bila, ne, nisam bila sama, ali smo bili tu u Mariboru i onda smo još neke stvari trebali pa smo otišli u Grac i dućan ko svaki dućan.